To morje ima razcepljeno osebnost. Trenutno je vse videti zelo mirno, vendar videz lahko vara, ker se popoldne navadno okoli 2., 3. zahodni vetrovi Sredozemlja se krepijo in to jezero lahko postane zelo nevarno za vse, ki uživajo svoj poletni dopust. In tukaj nastopijo ti fantje, saj smo tukaj pri United Hadzolah, to je vodna ekipa tukaj v Tiberiji in ti fantje pomagajo reševati življenja tistim, ki so v stiski. Danes se jim bomo pridružili, da vidimo, kako to počnejo. Živjo, hvala, ker ste nas danes na reševalnem čolnu United Hadzolah. Neverjetno. Torej, kaj bomo danes počeli? Tudi izkušeni plavalci se včasih ne morejo boriti proti tem tokovom. Tok jih odnese noter. Ljudje se tega ne zavedajo. Ljudje pridejo sem zjutraj, vidijo to čudovito, mirno morje, grejo v vodo in potem nenadoma začne pihati veter in jih odnese v morje. Zapanikarijo. In panika je zelo nevarna, ko si v morju. Zato smo tukaj. In zdaj smo sredi avgusta, zelo je vroče. Rekla si, da ste to poletje prejeli veliko klicev. Povej nam kaj več o tem. To poletje je bilo res slabo. Imeli smo veliko ljudi, ki smo jih morali spraviti iz vode. Na srečo smo bili v večini primerov tam pravočasno, preden se je zgodilo kaj slabega. Ljudje se ne zavedajo še nečesa, kar se zgodi, ko je tako vroče. Tudi če si v vodi v takem vremenu, lahko dobiš dehidracijo ali še huje, toplotni udar. Dejstvo, da si v vodi, še ne pomeni, da tvoje telo dobi dovolj tekočine. Tako vidimo ljudi, ki pravijo, da so v vodi, ampak veš, kaj se lahko zgodi? In so dehidrirani. Zdaj pa, toplotni udar lahko dejansko napreduje vse do odpovedi srca. To je ena izmed stvari. Druga stvar pa je, da ljudje zjutraj vidijo morje, ne znajo plavati, gredo v vodo na tistih majhnih splavih ali čolničkih in potem jih nenadoma odnese in začnejo paničati. In tukaj pridete vi, kaj se potem zgodi? Zdaj, pristopimo na 2 načina. Ali dobimo klic, bodisi na naš komunikator, ali preko pomorske policije, dobimo koordinate, gremo tja, jih poberemo. Druga stvar je, da patruljiramo. Preprosto patruljiramo sem in tja. Ves čas gledamo v vodo. Ves čas spremljamo, kaj se dogaja. In res, tisti popoldan pride klic. Napihljiv čoln in deskarja tokovi odnesejo na sredino jezera. Malo kasneje se isto zgodi temu moškemu. Na srečo je tam ekipa United Hadzolah, da ga spravi na varno. Kapitanka Osi je podobne situacije videla večkrat, kot bi si želela zapomniti. Krmilim čoln in mislim, da vidim glavo, ki se dviga iz vode. Enega iz ekipe prosim, naj vzame daljnogled in pogleda. Približamo se. To je moški v vodi, ki se drži nad gladino. Vprašamo ga, ali želi priti na čoln. Pokima z glavo, govoriti ne more. Spravimo ga na čoln, je popolnoma izčrpan, je tako izčrpan, da dobesedno ne more govoriti. Je tudi dehidriran, zato obravnavamo dehidracijo. Pomirimo ga. In reče, sem plavalec. Prečkala sem kanal Kinir že tolikokrat. Prečkala sem kanal Kinir. Zjutraj sem tukaj plavala in nenadoma nisem mogla priplavati nazaj do obale. Zato smo ga morali zdraviti zaradi dehidracije. Prepričati smo se morali, da je bil sicer v redu. Poleg tega smo morali ublažiti tudi njegovo zadrego. In to ni edini primer. Povedali so nam, da je bila skupina na veslaškem čolnu, ki ga je zanašalo. In v tistem majhnem čolničku je 24-letna ženska in 4 otroci, stari 1, 2, 4 in 7 let. Kako naj se spravim v tisto stvar? Ne vem. Moram priznati, da me je bilo, ko sem to videla, strah. Ekipa je popolnoma opremljena za reševanje življenj. Čoln ima defibrilator, povoje, jeklenko s kisikom, fiziološko raztopino proti dehidraciji. Vse, kar bi potrebovali tudi na kopnem. Ker ne glede na situacijo, je ekipa za nujno pomoč tukaj, da prepreči, da bi se zgodba sploh zgodila. Na kopne vedno pridemo tja, potem, ko se nekaj slabega že zgodi. Ali ko se dogaja, nekdo ima srčni napad, nekdo je imel nesrečo, nekdo je padel po stopnicah. Na morju smo tam, da preprečimo, da bi se te stvari sploh zgodile. Tam smo, da ljudi rešimo, preden se kaj zgodi. Ker ko se enkrat nekaj zgodi na vodi, je veliko težje spraviti ljudi nazaj na varno. Za zdaj je ta vodna ekipa edini čoln United Hadzolah v Izraelu, a ambicije se tu ne ustavijo. Sanje so, da bi odšli na ocean, kjer so utopitve veliko pogostejše.
Za kapetanko Osi bi to pomenilo priložnost pomagati ljudem, ki jim tako rada pomaga. Pomagati nekomu med paničnim napadom, da spraviti iz vode, mu pomagati vršilcu, držati ga za roko, ko to potrebuje. Vse to je del tega, vse to je del tega. In moram priznati, da je to zasvojljivo. Mislim, kdo potrebuje droge ali alkohol? Reši življenje. 2 dni si kot zadet. Resno mislim. In rešiti ljudi iz vode tukaj dejansko pomeni rešiti življenje.